Hvala, da si se odzvala našemu vabilu, si prišla, da se bova malo pogovarjala. Jaz bi morda začel z enim takšnim čisto splošnim vprašanjem. Zdaj kot študentka filozofije in tudi potem, ko si opravljala svoj doktorski študij, kje si začutila ali pa kje se je potem vzpostavila tekom tvojega študija tista točka, kjer pa si potem prestopila v dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš danes? Ker načeloma filozofija kot veda se nekako redko kdo potem jo tako res praktično živi tudi, če lahko rečemo temu tako. Ja, dobro večer vsem skupaj. Nekaj nas je tu enih par, ki smo bili sošolci v tistem času na filozofiji. Ja, študij filozofije v bistvu je en super študij, če se preveč ne obremenjuješ s tem, kaj boš potem delal. Veš se pač, da je za neko akademsko filozofsko pot zelo malo prostora in denarja in možnosti, ampak kljub temu mene mogoče ni toliko to skrbelo, zato ker sem že preden sem šla na študij, tudi na študij sem šla malo kasneje, nekaj let starejša od ostalih sošolcev, sem ves čas delala na nekih projektih bolj v praksi in sem že skozi študij šla z neko mislijo, da najverjetneje ne bom se s filozofijo ukvarjala akademsko, ampak pač, da bom delala skozi neke aplikacije tega, kar pač spoznavam. Zdaj filozofija je super študij, da lahko delaš potem različne stvari. Tako da meni je ta prehod v neko praktično delo potem po študiju bil na nek način tekoč ali pa celo samodejen. Mogoče me je malo presenetilo to, sem bila prepričana, tak 10 let res predanega študija, filozofija me je pritegnila res na polno. Sem bila prepričana, da zdaj imam tisto v sebi, tisto veščino kritične pismenosti, da bom jaz v praksi, ko bom delala, se res dobro spopadala z vsemi ideološkimi in nekimi družbeno-političnimi okoliščinami, ampak potem v bistvu vidiš, da nikoli nisi dovolj pripravljen na ta spopad. Drugače pa kot študij filozofije, ker me je pač ves čas spremljala nekak tematike etike, politične in socialne filozofije, se mi zdi, da nekje je zorela ta misel, da iščem mogoče kakšne druge načine ekonomsko-družbenega organiziranja ali pa nekih modelov, kjer bi lahko uveljavljali ali pa poskusili uveljaviti ene druge vrednote, pač znotraj sistema, v katerem živimo. Se pravi, ne govorimo zares o alternativi, tu imaš eno knjigo zraven, Zadružništvo kot alternativa. Mislim, to imam slovenski prevod, uporabi ta koncept, v primarnem ni. Ampak vseeno, ne gre za alternativo v tem pravem pomenu besede, da bi si domišljali, da je zadružništvo zunaj kapitalističnega gospodarsko-družbenega modela, je znotraj. Ampak jaz verjamem, da ima v sebi ene nastavke, ki pa imajo to neko transformativno moč, se pravi, kljub temu, da gre za oblikovanje nekih podjetij ali pa nekih organizacij ljudi znotraj tržnega gospodarstva in kapitalističnih nekih vrednot, da kljub temu gre za modele, ki imajo pač velik potencial, da družbo tudi transformirajo, spreminjajo v neke nove modele. Tako da filozofija je bilo super izhodišče, premišljanje o etiki, o politični filozofiji, tudi neki zametki, filozofije, ekonomije, s katero se srečaš in to, da potem nekako po doktorskem študiju je pa v bistvu zelo dobro sovpadlo. V tistem letu 2011 je Maribor že začel z aktivnostmi za Evropsko prestolnico kulture. Tudi jaz sama moram priznati, da sem imela dosti zadržkov, ko se je projekt pripravljal, tako smo se vsi malo norčevali iz tega, kako stvari nastajajo, ampak potem me je Marta Gregorčič v bistvu prepričala z programom Urbanih braz, da poiščemo nek način, na kak način začeti ene socialno ekološke vsebine znotraj Evropske prestolnice kulture in kak model narediti ali pa kakšne oblike, da bo to vzdržalo po EPK-ju. In to je bil tisti neki izziv potem za mene, da sem jaz tako rekla, Marta, mi moramo delati zadruge in smo se hitro našle. In je bila dobra priložnost, v bistvu jaz sem bila pripravljena takrat primiti nek resen projekt, ona je izborila nek denar znotraj Evropske prestolnice kulture. In potem smo v letu 2012 začeli te vsebine in tudi nastavili
Neke zametke tega, da smo lahko potem socialno ekonomijo razvijali v Mariboru naprej in se tudi povezovali z drugimi v Sloveniji. Žal se zdaj na dolgi rok 10 let kasneje, ravno tu smo imeli en mesec slab nazaj en dogodek ob 10. obletnici EPK-ja, pa sem pač mogla povedati na glas, da pač žal ni toliko stalo, kot smo si želeli, čeprav smo veliko v teh 10 letih podprli enih 50-60 socialnih podjetij zadrug, da so se razvile, ampak CAP kot nek skupni okvir, Center alternativne avtonomne produkcije, se ni obdržal na ta način kot nek inkubator, ki bi generiral. Obdržala se je v bistvu skupina ljudi, ki še zmeraj skozi to društvo nekako podpiramo, razvijamo te vsebine, ne pa za tem zanosom, kot mogoče 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj, recimo, ko smo Kalko vzpostavili to. Tako da pot je bila nekako, zdi se, tekoča, ampak z dosti dvomi. In tudi s tem, da zdaj, ko nazaj pogledam, vidim, da pač to, kar sem rekla, dovolj opremljenosti, neke kritične pismenosti, v bistvu nimamo nikoli, ko se srečamo z ideološkimi pritiski razpisnih pogojev, podeljevanja denarja z enomočnimi evropskimi politikami, ki so zaznamovane z drugimi težnjami, ne z takimi, kot smo si pač mi predstavljali. Ja, no, dvom je v filozofiji kar močno orodje, ne? Ampak če stopiva malo nazaj, pa morda še omeniva to knjigo, Zadružništvo kot alternativa. Knjiga je v bistvu zelo zanimiva, ker na nek način prične z tisto veliko krizo 2008 in jo mislim, da v knjigi poimenuje tudi kot mati vseh kriz, in potem po poglavjih preide na zadružništvo in potem na koncu tudi na nek način to krizo, ki je nastopila, poimenuje tudi kot mati vseh opozoril ali nekaj v tem smislu, ampak nekaj drugega me zanima. Če bi morda malo obrazložila te pojme, ki se pojavljajo v tem naboru besed, se pravi, imamo zadružništvo in potem en kup enih terminov, kjer je pa nosilna beseda recimo socialno, ne? Imamo socialno podjetništvo, socialna in solidarnostna ekonomija in ključno s tem tudi zadružništvo. Na kak način so te pojmi povezani, na kak način funkcionirajo, pa tudi morda na kak način funkcionirajo, ker sama si rekla, da so to sistemi, ki funkcionirajo znotraj, se pravi, kapitalističnega sistema na nek način. Na kak način je to povezano in na kak način, ker gre tudi za neko spremembo družbene klime, na kak način recimo lahko to deluje v kapitalizmu, se pravi malo, da bi mogoče obrazložila same te pojme in pa potem na kak način delujejo v sistemu, v katerem živimo. Zdaj, verjetno bi različni recimo raziskovalci teh področij bi malo različno te pojme definirali, ampak v grobem lahko najdemo nek skupen pregled. Recimo, da rečemo, da je en najširši koncept solidarnostne in socialne ekonomije, socialna in solidarnostna ekonomija en tak širok pojem, ki bi ga lahko pripisali in neki zgodovini zadnjih 200 let, recimo nekega pojavljanja enih družbenih praks, ki so se razvijale vzporedno kot odziv na težke recimo pogoje v času industrializacije zgodnjega kapitalizma ali pa kasneje na neke druge situacije, neke pritiske, ki jih je kapitalizem povzročal. Se pravi, gre za oblike družbeno-gospodarskega povezovanja ljudi, ki so reakcija na tiste pritiske, predvsem na delovno silo, na pravice, na kakovost življenja, ne. In ta širok pojem, v bistvu ti pojmi niso po naključju predmet nekih razpredanj, ampak je v njih pravzaprav ves ta boj konceptov, ali gre za neke resnejše družbene organiziranosti, ki imajo ta transformativni značaj, ali gre zgolj za neke mini prilagoditve znotraj sistema kapitalizma. In to se je recimo zgodilo v Evropski uniji in najlepše lahko pokažemo to ravno skozi te pojme. Če rečemo en širok koncept socialnih in solidarnostnih ekonomij, znotraj katerih imamo recimo zadružništvo, ki je staro 200 let, 250 z nekimi zametki. V Sloveniji imamo zdaj 150-letnico letos od prve zadruge. Se pravi, res ena tradicija tega, ki je zelo dolga
In zadruge v grobem pomenijo organiziranost ljudi, ki imajo neke skupne interese, za razliko od kapitalskih družb, ki so pa organizirano združenost kapitala za namenom plemenitenja tega kapitala. Se pravi, skupine ljudi, združenja ljudi, ki imajo nek interes, nek cilj, in razlika zadružništva od klasičnega kapitalističnega recimo gospodarstva je ravno to. Ne gre za v zadrugah za povezovanje kapitala z namenom rasti kapitala, ampak gre za povezovanje ljudi z namenom zadovoljevanja potreb teh ljudi, ne, kar je pač njihov skupni interes. In imamo pač dolgo zgodovino tega. Znotraj potem teh socialnih solidarnostnih ekonomij lahko prepoznavamo tudi neke skupnostne organiziranosti. Lahko so to recimo časovne banke, kjer se ljudje povežejo, da izmenjujejo neke svoje, dajo svoj čas v zameno za čas drugih, recimo Lahko en medklic tukaj samo, ker to sva se zadnjič pogovarjala. Mogoče, ne vem, ni toliko poznan ta koncept, če bi lahko, ker si mi sama povedala, da so tudi bili v bistvu, kaj časovna banka pomeni, pa da so bili v bistvu tudi pri nas poskusi. So bili poskusi, konkretno pri Zofijnih ljubimcih, pa tudi tak, se spomnim nekih iniciativ, ki smo se srečali. Se pravi, gre za koncept, ki temelji na pač časovnem ovrednotenju dejavnosti človeka, neodvisno to, za kako dejavnost gre. Se pravi, če jaz znam ne vem, napisati neko besedilo, nekdo drug zna nekaj zašiti, nekdo tretji nekaj zazidati, vsak da svojo uro dela v to časovno banko in dobi drugo uro. Se pravi, se ne vrednoti ura enega dela više kot drugega in gre za neke vrste izmenjavo. To, kar mi pravzaprav neformalno itak počnemo na nek način življenja, ampak gre za organizirano izmenjavo časa ljudi. Tudi znotraj prijateljskih krogov. Tudi znotraj, mi dejansko, jaz mislim, da to na nek način malo vsaj počnemo ljudje. Ne? To je pač način, kako preživimo, da se pa to tudi malo bolj organizirati in to bi bila ena taka recimo tudi solidarnostna, oblika neke solidarnostne ekonomije. Ali pa recimo te borze znanja, ki se organizirajo, recimo, ki se ljudje učijo drug drugega, ali pa neki vaški principi, recimo skrbi, ali pa to, kar smo poznali v preteklosti več tega skupnega, ne vem, skupaj graditi ali pa take stvari. Potem tudi lokalne valute, ki se vzpostavljajo marsikje. To so ene take reakcije, ki lahko rečemo, ker v bistvu solidarnostne ekonomije, kar jim je skupno, je to, da gre za pač solidarnost kot koncept, ki ga jaz v temelju razumem kot delitev tveganj in pa delitev dobrobiti. Karkoli pač počneš kot neka skupina, če je princip solidarnosti, potem si deliš tveganja in deliš si dobrobiti. Ne? In to je tak res širok koncept, ki lahko rečemo, da bi rekla v tem najširšem smislu in pa tako, kot se je razvijalo recimo v Južni Ameriki, so to neke organiziranosti, ki imajo zelo močan taki transformativni značaj in lahko rečemo, da tam govorimo o temu, kar je na meji tega, da je to alternativa ali pa vsaj zametek alternative nekim kapitalističnim principom organiziranosti gospodarstva. Medtem ko se pa krčimo znotraj tega, in zadruge so del tega širšega koncepta, ko se pa krčimo, pa pridemo recimo do najbolj skrčenega pojma, ki pa ga je prevzela Evropska unija v začetku tam po letu 2000, to pa je socialno podjetništvo. Že sam pojem, ne, socialna in solidarnostna ekonomija je ta širši koncept, ki se ne tiče samo nekih tržnih oblik, ampak tudi kakih netržnih, ne, ali pa nemonetarnih recimo, ne. Medtem ko socialno podjetništvo, to, kar smo pa tudi v Sloveniji prevzeli, imamo zakon o socialnem podjetništvu od leta 2011, je pa en zelo skrčen, zelo zožen pojem teh socialnih in solidarnostnih ekonomij, v bistvu na, bom rekla v teoriji, še mogoče vseeno ima nekaj tega transformativnega značaja, recimo družbenega, ampak je skrčen na to, da gre za neko podjetništvo, ki ima ene družbene učinke. Mislim, da je to res skrčena oblika. Če dam en primer, recimo v Sloveniji imamo zakon o socialnem podjetništvu, to pomeni, da nek DOO ali pa tudi društvo ali pa zavod lahko pridobi ta status, postane socialno podjetje. Da pridobi ta status, mora izkazati, da ne deli dobička, to je vredna omejitev, recimo, da mora več dobiček, ki ga ustvari, vračati nazaj v dejavnost, potem mora izkazati, da ima neko družbeno noto, nekaj koristnega za družbo, dela nekaj okoljskega, socialnega, ustvarja delovna mesta, nekaj, tudi okej. Tretja dimenzija, ki je pa zelo pomembna, imeti mora demokratično soupravljanje. Zdaj pa mi vemo, DOO, ki ga ustanovi lastnik in se vpiše kot lastnik in je to kapital, demokratično soupravljanje bo ostalo na papirju. Ali pa zavod, ki ga lahko ustanovi ena oseba, ima pa, ne vem, 50 uporabnikov. Ne? Demokratično soupravljanje dejansko potem ostane zelo nekje tak v ozadju in jaz mislim, da ravno ta vidik, da so zadruge te skupine oseb recimo, ali pa tudi
druge oblike organiziranosti, ki so te vrste, da imajo demokratično soupravljanje kot neki temeljni princip, da je to ključno. In da ko smo mi sprejeli v Evropski uniji in v Sloveniji z zakonom, v bistvu to nek približek socialnih ekonomij kot ta socialna podjetja, ker dejansko so res minimalni standardi nekih družbenih učinkov recimo zahtevani, izpuščamo pa zelo to, da je treba zagotoviti ekonomsko demokracijo, se pravi to soupravljanje podjetij s strani ne samo zaposlenih, tu s strani uporabnikov, se pravi, ali pa širše skupnosti, da mogoče smo tako krčli. Tako da če zdaj vse te kompleksne pojme pogledamo socialne in solidarnostne ekonomije kot en širok pojem, ki nas spremlja že 200 let, 250 let, ki ima en močan naboj, recimo taki alternativni. In potem se pa znotraj tega zadruge še najbolj kot res model tega nekega demokratičnega povezovanja ljudi. In se potem to skrči v Evropski uniji in v Sloveniji konkretno z zakonom na socialno podjetništvo, ki pa je pravzaprav neko podjetništvo z malo nekim družbenim učinkom, je to škoda. Se pravi, smo tisti pravi naboj teh organizacij recimo izgubili. Ampak da ne bo se slišalo toliko negativno, tako na nivoju Evropske unije kot na nivoju slovenskega zakona smo v zadnjih par letih malo zasuka nazaj naredili, kar pomeni, da v slovenski zakon se je 2018 vnesla ena sprememba, ki uvede tudi pojem socialnih ekonomij kot neki širši, pa Evropska unija je zadnji dokument, taki usmerjevalnik, ki ga je sprejela, ni več social entrepreneurship, socialno podjetništvo, ampak je social economy action plan, se pravi, so šli malo nazaj na ta širši pojem. Tako da mislim, da to, kar se je zgodilo, ti pojmi niso zgolj naključje, ko je mi imamo zgodovino nekega boja drugačnih gospodarskih praks 200 let, 250 let ob hkrati s tem razvojem kapitalizma, ampak ta poskus v Evropski uniji, da se ta boj nekako pospravi pod okrilje pravzaprav čist neke podjetniške sodobne logike in se zapakira v socialno podjetništvo, je pač kar krutno, je dosti povzročil škode, ampak kljub temu mislim, da še zmeraj pač prihajajo ven ti predani, recimo, modeli, se pravi, tudi v Sloveniji je zanimivo, najbolj je bila ta gonilna sila v zadnjih 10 letih, so bile zadruge, to, kar je najbolj nastajalo in so se nekako najbolj razvijali in ko smo mi tudi največ z njimi delali, kljub temu, da je socialno podjetništvo tako malo poskušalo kot nek zožen pojem biti v spredju. Vem, da to zdaj dosti nekih teh pojmov, ampak ni naključje in pomembni so, ker znotraj tega se vidi, da javne politike pogosto pač vzamejo tisti všečni del in socialno podjetništvo je nek všečni del, čist pravzaprav lahko rečemo dost nekega mainstreama gospodarskega, recimo kapitalističnega, medtem ko tisto, kar bi bila neka resnejša alternativa, se težko uveljavi, je treba se kar boriti. In tudi to, kar sem omenjala, mi smo bili prepričani, jaz sem bila zase prepričana, da imam dosti kritične pismenosti, da bom vedno na preži teh konceptov in da se bomo borili za ta prave oblike socialne ekonomije in solidarnostne ekonomije, je to zelo težko. Ko smo prvo leto, pognali 7-8 zadrug socialnih podjetij, pa smo pa čakali, kje bo kakšna sredstva razpisi, da se prijavimo na razpise, pa pride ven razpis za socialno podjetništvo, pa hoče, da zmeriš neki družbeni učinek, pa nikogar ne zanima, a imaš sploh ekonomsko demokracijo vzpostavljeno. In potem skozi leta dela in tistega pač, ko si noter in ko ves čas iščeš priložnosti, da to razvijaš, začneš dati nekim praktičnim rešitvam prednost. In se pohitro včasih zaveš, par let mine, da smo dejansko mi sami, ki delamo na terenu, popustili pod temi pritiski nekih razpisnih dokumentacij in tega. Ena stvar je, ki pri tem zelo recimo bode v oči, kadar govorimo o pojmih, kot je podjetništvo, kapitalizem, ekonomija. Načeloma slej ko prej pridemo do ene stvari, o kateri vsi govorijo na tak ali drugačen način, in to je dobiček. Zdaj, v kakšnem razmerju sta recimo, vemo, v kakšnem razmerju je dobiček pri klasičnem podjetju, ki ga ustanoviš v bistvu z neko željo potem, da bo dobiček čim večji. Kako pa to poteka recimo v zadružništvu? Ker
čist praktično gledano, nek dobiček se mora ustvarjati, ampak a so tu morda izhodišča že v osnovi drugačna, zakaj se nekaj ustanovi v enem klasičnem podjetju ali pa zakaj nek podjetnik ustanovi eno podjetje, ali pa na drugi strani mogoče kak drug moment, malo bolj morda tudi etično naravnan pa solidarnostno. Ja, mislim, dobiček je en tak pojem, ki na prvo žogo se hitro obregnemo, ne, sploh tisti, ki se želimo tu malo v neko alternativo, ne, postaviti. Zdaj, s samim dobičkom ni nič narobe, dobiček je tisto, kar ostane, ko vse plačaš vse stroške in vse pokriješ in konec leta ostane, ne, in to je pač za razvoj ali neke organizacije ali nekega podjetja je pač fajn ustvariti nek dobiček, fajn, skoraj da nujno, ne, da lahko razvijaš. Zdaj, tisto vprašanje pa je, na kak način se dobiček deli, ne, prvič, kdo o tem odloča, drugič, kateri pogoji omejujejo, na kak način se deli. Zdaj za socialno ekonomijo nasploh globalno gledano, v različnih državah so različna pravila igre v smislu zakonov, pa tudi v smislu nekih globalnih organizacij, v katere se kot neke krovne organizacije združujejo zadruge, socialna podjetja ali pa druge organizacije iz tega polja in so različne pač omejitve. Zdaj, na primer v Sloveniji so pravila za zadružništvo v Sloveniji za svojim zakonom določeno, Zakon o zadrugah, in določa, da se dobiček, ki preostane, lahko deli, lahko pa ne, da se lahko deli. Če se deli, se pravila delitve določa, da se deli med vse člane v skladu z obsegom njihovega poslovanja, ne. Se pravi, predstavljamo si, zadruga Soglasnik v Ljubljani povezuje prevajalce in tolmače iz leta 2014, oni skozi zadrugo pač svoje, kot SP, svoje storitve tolmačenja, prevajanja ponujajo in konec leta, če ustvarijo dobiček, če se odločijo, da ga bodo delili, lahko se ne odločijo, lahko ga dajo nazaj v dejavnost, če se odločijo, ga morajo deliti pač med vse člane v skladu s tem, kako so sprejeli oni svoja pravila, da bodo. Ali enakomerno, ali pa recimo po obsegu poslovanja, ne. Nikakor pa ne obstaja, ker pri zadrugi ni tretjega lastnika. Člani zadruge so edini lastniki in upravljavci, to je skupina oseb in ni tretje osebe več. Se pravi, ni nekega lastnika, investitora, ki bi lahko dobiček vzel, ne. Se pravi, je ta delitev dobička že pač določena s tem. Pomoč socialna podjetja, recimo po zakonu slovenskem se nič dobička ne sme razdeliti med ustanovitelje. Podobno kot društva, vemo, da društva v Sloveniji po zakonu o društvih, če kakršenkoli presežek nastaja, mora iti nazaj na dejavnost, če se društvo zapre, če se likvidira, lahko gre preostala sredstva samo na občino ali pa na sorodno društvo. Se pravi, podobno je s socialnimi podjetji. To, kar nastaja pri socialnih podjetjih, pa v določenem obsegu tudi v zadružništvu, pa mislim, da je zelo pomembna tema, je commons, se pravi skupnostna lastnina. To je tretja oblika lastnine, mi se večji del pač zavedamo lastnine samo kot privatne in javne, kot državne ali občinske ali tak, ne, medtem ko ta tretja oblika lastnine, commons, kot skupnina prevajajo nekateri prevajalci zdaj, zelo pomembna, zato ker pravzaprav gre za obliko lastnine, ki nekako uhaja, ne, v zakonodaji, sploh ne vem, še nisem zasledila, da bi kje bila omenjena kot s tem pojmom, se pa implicitno nahaja, ne, ko rečemo, mi zdaj tu skupaj imamo eno društvo in naše društvo je ustvarilo neka sredstva in se odločimo, da ga zapremo, mi ne smemo si razdeliti tega, kar je ostalo, če je tu noter karkoli, tudi če je samo en računalnik načeloma, se moramo odločiti, ali bo po našem zapiranju društva šlo to k drugemu društvu, ali pa bo občina to dobila. Se pravi, to je nekaj, kar nenehno prehaja, lahko med generacijami, lahko med, ne, in ostaja v skupnosti, za namene skupnosti, ne. In to je pač posebna oblika lastnine in pri zadrugah je to zelo pomemben element. V Sloveniji tega ne poznamo, ker nimamo takih skladov, ampak če pogledamo Italijane po njihove zadruge, oni imajo sklade za razvoj zadružništva in zadruge oblikujejo neko nedeljivo premoženje. To je premoženje, ki ga nikoli ne moreš razdeliti med člane in se prenaša medgeneracijsko, pravzaprav ostaja kot neka kolektivna dediščina, ne. In deli teh sredstev prehajajo v sklade in se namenjajo samo za ustanavljanje novih zadrug. Se pravi, samo za kot tipe zadrug, kot spet skupine ljudi, ki razvijajo neko dejavnost, stanovanjska zadruga, socialna zadruga, kulturna zadruga, karkoli je, in ne nastaja kapital, ki se plemeniti, ne. Tudi če nastaja, ostaja v skupnosti, ne more si ga razdeliti, ne. In to je ključen vidik, zakaj na dolgi rok, recimo tudi v zelo tem materialnem smislu, ne, kot oblika lastnine, v bistvu so te vrste organizacij zanimive, ne, ker pravzaprav ustvarjajo
neko premoženje, ki je commons, ki je skupnostno, ne? Ki popolnoma zapušča teren tega, kar je vpisano v zasebno lastnino ali pa v lastnino države kot take ali pa občin. Ne? Kako to ujeti v zakonodajo, ne, se pravi, tam, kjer se kakšni skladi zadružni ustanovijo, tam se da to lepo regulirati, brez tega se žal pač se vemo, da marsikako mahinacijo narediti. V Sloveniji izginja recimo nedeljivo premoženje zadrug, ki je bilo zelo veliko v 90-ih, zdaj pa kar pač vsako leto, ko je ta AIPES popis zadružništva, je tega nedeljivega premoženja manj, to so stare zadruge, ne, še izpred osamosvojitve in se krči. Novejše zadruge pa nastajajo v drugih oblikah, ne več toliko kot kmetijske zadruge, ampak pač dost na izobraževanju, v kulturi, tako sem rekla, prevajalci, arhitekti se povezujejo, različni ustvarjalci. Zadnjič, ko sem se pogovarjala, si omenila, fino je, ko lahko damo tudi primere v bistvu tega, ne? Ker za marsikoga je ta koncept zadružništva, koncept takšnih ekonomij dokaj neka zadeva v oblakih, ki ni tako prijemljiva, mogoče ne poznamo toliko, ampak tudi, ko si rekla, v bistvu, kakšna je razlika v tem, ne, ko je Thatcherjeva v svojih dneh rekla, ni družbe, samo posameznik, v bistvu tukaj gre za neke druge. Vem, da si dala en lep primer, ne vem, ali bilo v Italiji ali v Španiji, ko si razlagala, v bistvu, ko je šlo za to, da naj bi ena zadruga, če sem takrat prav razumel, propadla in je šlo v bistvu, to so mogoče tu treba povedati, da ni nujno, da je to nekaj malega, da v tujini so to v bistvu zadruge s stotinami zaposlenimi in to so ogromne zadeve. Na kak način ta solidarnost, ta neka sočutna nota funkcionira tudi na nivoju različnih zadrug, če sem jaz takrat prav razumel, da v bistvu koliko so dali lasten ego, lasten profit na stran, zato ker so rekli boljše, Ja, pa mogoče je zanimivo, ker si uporabil besedo sočutje, niti mogoče ne bi rekli, da gre za sočutje. Gre za racionalnost, ki pa je tako povezana z solidarnostjo kot vrednoto, da pravzaprav ne rabiš biti sočuten, da boš ravnal na ta način kot zadružnik. Ja, zato ker gre za, recimo primer, ki sem ga dala, se spomnim, smo se pogovarjali, ker največji ta sistem zadružni, Mondragon, je cirka 100 zadrug povezanih v en sistem v Španiji, v Baskiji, in oni imajo okrog 100,000 ljudi zaposlenih v teh zadrugah. To so delavci člani, se reče, zato ker so samo zaposleni delavci, so edini člani, edini lastniki in upravljavci teh zadrug. In njihove zadruge to je 60 let star sistem, ki je počasi rastel, imajo svojo univerzo, svoj socialni sistem, svoj pokojninski sistem, svoj zavarovalni sistem, imajo svoje zdravstvene inštitucije, so skoraj da državica za sebe, no. In zanimivo je, ko je bila recimo kriza 2008, je edina njihova zadruga, ki je takrat res šla dol, ki ni zdržala, pa oni imajo zelo raznolike zadruge, od izobraževalnih pa vrtcev, pa stanovanjskih do nekih zadrug, ki delajo male gospodinjske aparate, pa avtomobilske dele, pa tak. In ena zadruga, ki je šla navzdol, in potem oni imajo v bistvu medsadružni sistem tako dober, in kar je zelo pomembno v zadrugah, ker odločajo, smo rekli, vsi člani so odločevalci edini. To pomeni, da oni morajo biti zelo izobraženi, zelo usposobljeni, oni morajo znati brati letne bilance, strateške dokumente, pomagati so ustvarjati, zdaj morajo razumeti posel, zato ker drugače bi oni na občnem zboru glasovali, verjetno, da bi šli raje, ne vem, za 3 mesece na morje, kot pa da bi rešili podjetje, ne, recimo, ne, če ne bi oni bili zelo dobro usposobljeni v smislu branja bilanc, razumevanja poslov, razumevanja nekega načrtovanja. In recimo ta primer, ko je ena njihova zadruga šla v stečaj, pa je tam bilo nekih 1500-2000 ljudi obviselo v zraku, so znotraj tega zadružnega sistema 80 zadrug vprašali delavce zaposlene, a jih pustimo, a jih razporedimo po ostalih, pa boste pač vsi delali malo manj, pa imeli malo manjšo plačo, in so pač za veliko večino se odločili, da vse delavce prerazporedijo. Ne, se pravi, zato ker oni razumejo, in to je ta solidarnost, ki je v bistvu racionalnost, razumejo to, da v bistvu ta mehanizem njih drži na varnem, ne, vse njih, ne, v prihodnosti. Ne. In to je ta v bistvu racionalnost, ki jaz mislim, da nima opraviti z sočutjem, ne, ampak ima opraviti z tem, da
če ti razmišljaš, če si ti želiš varnost, pa si v nekem sistemu, kjer je v bistvu solidarnost pogoj, ne, za to, da to varnost postavljaš, potem boš tudi za pač onega iz one druge zadruge glasoval enako. Ne. In to je, mislim, da je to, kar njih drži nad gladino take sisteme zadružne. Ne. Kako se da to na manjše nivoje prenašati, pač v zadrugah je največji izziv ravno. Mi smo dosti v teh letih pač pomagali zadruge ustanavljati, pa pridejo 3 ljudje, pa 5 ljudi, pa reče, mi bi začeli zadrugo, pa so zelo različne zadruge bile, se pravim, da so neki ustvarjalci ali pa prevajalci ali pa ne vem, arhitekti, ali pa recimo, da so tukaj, kaj so, Zavrh, vodovodno zadrugo, ker so imeli svoje zajetje, pa ga niso mogli upravljati, pa so mogli zadrugo ustanoviti. Tako zelo različne zadruge. In največji strah, ki ga ljudje izrazijo, je ta, kaj pa bo se pa včlanil nekdo, pa bo špilferderber, pa bo vse zrušil, bo vse uničil. Ne? Se pravi, to zaupanje. Ne? In dejansko pač sploh ni drugega mehanizma, kot je to, da se pač ljudi čim bolj usposablja v tem, da razumejo strukturo, da razumejo, kaj pomeni, če ti skupaj nekaj načrtuješ, da je za vse dobro, da razumeš, kaj je skupni interes in da ne gre toliko za to, si ti prijatelj ali si ti sočuten, ampak da imaš tako dobro identificiran ta svoj skupni interes, da dejansko, če boš imel vse prave informacije in dovolj podatkov in če boš usposobljen tem, da razumeš načrte, da prispevaš, ne vem, pri nekih poslovnih načrtih, boš izbiral te odločitve, ki bodo dobre za vse. Ne. Spravi, v bistvu na nek način en zelo močen segment zadružništva je v bistvu izobraževanje lastnega kadra. Ja. Koliko pa v bistvu je to, ker ne, v zadružništvu se, ne vem, zdaj mi tukaj pogovarjamo, ampak če stopimo malo nazaj, pa pogledamo malo širše, recimo na nek nivo splošnega ali pa šolskega izobraževanja, ne vem, imamo učbenike v srednjih šolah, konec koncev tudi v osnovnih šolah, pa kasneje na faksu, ki pač govori, ne vem, ekonomija v Sloveniji, gospodarstvo v Sloveniji, pa imaš potem v srednji šoli, ne vem, geografija ali kje je to, na 4-5 straneh, kako poteka ekonomija, gospodarstvo v Sloveniji po osamosvojitvi in tako dalje. Je tudi, se že kaj tukaj dela na tem ali pa se omenja kaj v kakšnih kurikulih, tudi ta način gospodarstva, ki je eden izmed načinov, ali je to še zmeraj tak z enim, če sploh z enim stavkom omenjeno, ja, obstaja pa tudi, ne vem, zadružništvo, pika. Ja, malo smo ravno v zadnjih letih nekaj za CAP-om, nekaj v nekih drugih priložnostih naredili prav pregleda, pa male raziskave tega področja, koliko je v izobraževanje umeščena socialna ekonomija, ekonomska demokracija, zadružništvo, smo prav iskali te pojme v učnih načrtih, konkretno pač v nekih izvedbah. Zdaj nekaj stvari smo našli, seveda je tega zelo malo. Mislim, že če pogledamo recimo znotraj Slovenije v obsegu nekega gospodarstva, se socialna ekonomija, če vključimo vse tudi nevladne organizacije, socialna podjetja, ta invalidska podjetja in vse, pridemo tam, mislim, da pod 3%. Zadruge pa socialna podjetja sama so pod 1%. Se pravi, da že to je itak nišna obseg. Ne. Zdaj moramo vedeti, da manj, mislim, da je tudi interesa znotraj nekih utečenih sistemov, ampak recimo nekaj smo našli, recimo, mislim, da ekonomsko demokracijo celo omenjeno v nekih osnovnošolskih, nekaj smo celo našli. Drugače pa zadružništvo je omenjeno samo v teh srednjih kmetijskih, se pravi zaradi kmetijskega zadružništva. Na fakultetah smo našli cirka 10 recimo predmetov znotraj nekih učnih, znotraj nekih študijskih programov, ki se tičejo socialnega podjetništva. Jaz sama tudi učim na zasebni fakulteti na Dobi 2 predmeta z področja socialne ekonomije in tako individualno recimo smo našli na fakulteti za socialno delo, na FDV-ju, v Kopru, mislim tako nekaj predmetov, pač po en predmet recimo na 10 takih študijskih programih. Na fakultetah, drugače pa v srednjih šolah, recimo, kar je, da bi bilo v učnih programih pravzaprav ni. Socialno podjetništvo skoraj da niti omenjeno, ne najdeš, recimo zadružništvo itak ne, razen na srednjih kmetijskih. Kar smo našli, zanimivo, sodelovali smo z ptujsko ekonomsko srednjo šolo, ki delajo ta
v bistvu učna podjetja, to je en tak sistem znotraj Evrope, kjer se pač dijaki, ko se učijo na ekonomski šoli ustanavljati, ko se učijo podjetništva, se učijo tudi ustanoviti podjetje in ga v tem nekem fiktivni mreži učnih podjetij v Evropi si med sabo tudi čisto dejansko nekaj prodajajo in imajo tako eno igro in taki monopoli, ne. No in potem smo s to ptujsko šolo nekaj sodelovali in so ustanovili zadrugo. Prvič so rekli še nikoli ne, vedno SP je pa DOO-je, ne. In so bili navdušeni in potem so navdušili še v Slovenski Bistrici in tako in zdaj v nekaj teh šol, recimo srednjih, začelo kot učni, ne, kot neko metodo, recimo, ne, uporabljati tudi zadružništvo. Na ta način se malo po malo, recimo, kje umešča. Nekaj je bilo priložnosti, tudi Andrej Adam, filozof, kolega nas je povabil, kjer on uči, da smo predstavljali dijakom, recimo, zadružništvo. Tako zelo pomalo, po nekih projektih, da kakšna gimnazija povabi koga, da malo predstavljamo, kakšne delavnice se to umešča. Je pa zelo težko, ne, ker pač otroci so prežeti z pač tem pojmom, pravzaprav ideologijo, ne, ker kaj je ključno vprašanje? Namen ustanavljanja podjetij, ne, ko si začel z dobičkom, ne. Če pogledaš zakon o gospodarskih družbah, zakaj se ustanovi podjetje, tak sploh ni pojem v zakonu, ampak samo te družbe gospodarske, ne. Samostojni podjetnik kot fizična oseba je podjetnik omenjen, drugače pa ni podjetij, ne, so gospodarske družbe in so kapitalske družbe in imaš namen ustanovitve definiran je ustvarjanje profita. Ne, to je namen ustanovitve gospodarske družbe in to ni samo po zakonu, še bolj zares je to v neki mentaliteti, čeprav vemo, ljudje ustanovijo podjetja, živijo od tega, so lahko zelo povezani z okoljem, ustvarjajo delovna mesta, ne boš rekel, da so zgolj željni dobička, ampak namen ustanovitve dobiček, ne, in s tem so pač prežeti tudi pač mladi ljudje, ne, v šolah, nimajo predstave in potem rečeš, ja, ampak zadrugo bi ustanovili z namenom, da recimo da imamo vsi neka skrbstvena vprašanja, nekateri imajo ostarele starše, nekateri imajo otroke, ko jih nimajo kam dati ob ne vem katerih urah, mi želimo ustanoviti neko skrbstveno inštitucijo, zadrugo, ki bo skrbela za namestitve starih, za čuvanje otrok, za čuvanje starejših, ne vem, karkoli je pač potrebno in se mi to odločimo kot skupnost in to ustanovimo z nobenim drugim ciljem, čeprav to podjetje bo zaposlovalo, bo ustvarjalo prihodke, bo mogoče tudi dobiček delalo, ker bo vredo funkcioniralo. Ampak naš primarni namen je, mi imamo skupni interes, nas je 50, mi vemo, kaj rabimo in samo to nas vodi, ko ustanavljamo, ne. In to je ta primarni namen ustanovitve, ki je popolnoma drugačen, kot pa če rečeš, ustanavljam podjetje, zato da vložim v njega nek kapital in iz kapitala naredim več kapitala, ne. In zdaj to je ideološko, to je v ljudeh, ne. In to je zelo težko pol v šolskih sistemih in čeprav interes pa ni tako majhen, recimo pri študentih, tukaj, kjer jaz učim na Dobi, je zanimivo, to je čisto zasebna poslovna šola, pa študenti imajo veliko interesa, ko delajo seminarje, diplome, jih zanima to področje, od stanovanjskih zadrug do nekih socialnih zadrug in tako. No, to je bilo, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ali pa kakšno mnenje imaš ti o tem, da v bistvu gre tukaj za nek koncept podjetništva, ki je dokaj v nasprotju z neko mainstream držo današnjega časa, kjer se pač gleda zgolj na sebe, na zadovoljitev svojih lastnih potreb, ki jih v bistvu zadovoljuješ ad infinitum, ne, pa v bistvu nikdar nisi zadovoljen. Konec koncev vse je prežeto s to ideologijo ustvarjanja nekega dobička. Ne vem, v eni knjigi, ko je naš kolega Tomaž tudi napisal, tudi piše o igranju igric, kjer te vmes filajo z reklamami in v bistvu ti sploh ne veš, ampak pol naenkrat si kupiš neke stvari, ko si jih drugače sploh ne bi. Ampak kakšen je tukaj ta odnos mladih, ko se ne vem, na kak način jih pripravi do tega, da bi se pričelo razmišljati na drugačen način, se pravi, da se ne bi razmišljalo samo v tem neoliberalnem kapitalističnem kalupu, kjer v bistvu ti delaš samo zase, zdaj pa drugi so pa zgolj en tak silom prilike po domače, če rečemo, da pač so zraven, ni pa primarno ta neko skupnostna drža, ne. Mogoče v tem primeru gre za ista vprašanja v zvezi z izobraževanjem kot v vseh drugih primerih, kjer si mi želimo neke družbene spremembe, ne. Tako da mogoče niti ne bi rekla, da
ker jaz delam na tem področju, si želim čim več ljudi seznaniti s tem, kakšne so te drugačne oblike gospodarskih ali pa gospodarske družbene organiziranosti. Ampak mogoče ne gre toliko, da bi mogli delati več tega brainwashinga, ne? Ampak predvsem ta element nekega kritičnega mišljenja v šolah ali pa še širše nekega koncepta, neke veščine kritične pismenosti, da ljudje razumejo kontekste in pojme, s katerimi so nagovarjani, z vrednote, ki se jim nekako plasirajo, da razumejo slike, ki jih vidijo, ne? Se pravi, predvsem te vrste pač učenja, take veščine, da prepoznajo in da potem skozi to je vsaj možno, ne? Da pač so ljudje pač splošnem, da smo opolnomočeni, da sploh lahko vidimo, kakšne odločitve sprejemamo oziroma pri kakih sistemih sodelujemo, ne? Tako da mogoče ne toliko, več teh vsebin zato, da se vidi, da obstajajo drugačne oblike, več teh vsebin v šolah zato, da se prikaže kot neka opcija, ne? Ampak drugače pa ni toliko vprašanje to, kot pa tisto splošno vprašanje v izobraževanju, pač kako povečati, kako opolnomočiti pač ljudi, da bojo preprosto razumeli kontekste, znotraj katerih prejemajo informacije, presojajo, se odločajo, ne? Ker jaz vseeno pač, mislim, mogoče kot, ne samo zato, ker sem filozofinja, ampak tudi iz neke prakse svoje verjamem, da smo ljudje pač toliko racionalna bitja, no, da če smo okrepljeni z nekimi veščinami, da lahko sprejemamo odločitve, ki so boljše od te, da si jaz mislim, da jaz bom eden od milijon, ki bo tam iz Bitcoinov nekaj profitiral, pa potem stavi na ta sistem, ne. Mislim, lahko se odločamo bolj racionalno, tudi vidimo, ne, v primerih zdravstva in tako, kako mi zares ne razumemo, kaj je solidarnost, ne, in jaz verjamem, da je odločitev za solidarnost racionalna odločitev, ne. Pač, da če jaz sem egoistična, lahko tudi pridem do te odločitve, ne, ni nujno, da je sočutja, ne. Ali pa recimo poglejmo primer slovenske vzajemne družbe, ne, 850 tisoč članov, največja članska organizacija v Sloveniji je Vzajemna, tale, ko imamo dodatno zavarovanje. In mi vsi smo člani, in to je članska organizacija kot zadruga ali pa kot društvo, vsi smo člani in vsi imamo glasovalno pravico, en član, en glas. Ampak, ko dobimo mi domov za listič za glasovanje, ko izbiramo tiste svoje lokalne predstavnike na Vzajemni, to vržemo v koš, to sploh ne odpremo, ne. Mi smo opolnomočeni, da skupaj odločamo o naši največji zavarovalni družbi. En član, en glas imamo, se pravi demokratično, pa sploh niti tega ne vemo, niti ko dobimo ta listič, tudi če vemo, pa jaz vržem v koš, pa se delam na tem področju, pa to zagovarjam, pa jaz vržem to v koš, sploh tu gledam, kdo so te osebe, koga naj volim, zakaj so oni predlagani in obupam in vržem v koš, ne. In to je neverjetno, ne, ker to je tisto, kar si mi moramo želeti, ne. Mi si moramo strastno želeti se odločati pri Vzajemni, ne, ker to je to, ne, mislim, ker imamo pač možnost, to je struktura, ne. Ampak v bistvu soupravljanje pa demokracija v teh malih strukturah, kot so mala društva, je zelo zahtevna. Pri zadrugah je to ena najtežjih stvari, držati člane skupaj, Martina je tu, ve, mislim, dosti smo dali te zgodb skozi. Kako je to težko? To je res zahtevno. Spostaviti zaupanje, komuniciranje, res izobraževanje članov in to, ne. In potem, ko to raste, ko so strukture velike, kot je, ne vem, Vzajemna družba ker po svetu je ogromno vzajemnih družb, zavarovalnice, banke, tu noter v tej knjigi je primer iz Quebeca, iz Kanade, ogromna banka, 100,000 komitentov so člani banke, ne, in so edini upravljavci banke. Zdaj, kako zagotoviti, da bo to skozi neko demokratično soupravljanje delovalo, je pač vedno rečejo v teh velikih zadrugah, rečejo izobraževanje in usposabljanje članov. Oni to terajo in dosegajo rezultate, recimo ena francoska zadruga, ki smo enkrat obiskali, delavska zadruga, 700 članov, 700 zaposlenih in oni imajo letni občni zbor in imajo udeležbo, ki je seveda prostovoljna, 95%. 95% ljudi gre na občni zbor, predtem imajo več mesecev neke delavnice, kjer delajo, pač pregledujejo stvari, odločajo. To je visoka udeležba, ne. Tako udeležbo imeti med člani je neverjetno. Ampak, mislim, vprašanje je, kako to, da
tam se jih udeleži 95%, recimo pri nas pa, če karikiram, ne vem, izbor etažnih lastnikov pa pride en, ampak vsi se pa pritožujejo, da ni nekaj v redu v bloku. Je mentaliteta ali pa ne vem, je nek zgodovinski ta moment toliko bolj močan, da se je že toliko časa razvijalo, da je to v nekem zavedanju, da kot posameznik moraš aktivno, ne? Ker zdaj, ko se pogovarjamo o vsem tem, vidimo, da pridemo do tega, da ja, zadruga je to ena stvar, ampak na koncu, ko grebeš potem, vidiš, da gre za v bistvu eno prepletenost vseh teh različnih segmentov družbe, kjer pa v osnovi gre za držo posameznika. In zdaj tu, mislim, je tam to zavedanje, da posameznik sodeluje, da posameznik ima moč vplivanja, toliko močnejša, ker so to, ne vem, se je dalj časa razvijalo, je to zavedanje posledica, ne vem, nekega izobraževalnega sistema, neke osebnostne drže. Kje bi tu lahko potegnil neke vzporednice ali razlike? En del je neka zgodovinska izkušnja, recimo nekega okolja. Slovenija spada med tradicionalno zgodovinsko gledano močne zadružne tradicije. Mi smo imeli v Sloveniji, se pravim, zdaj imamo 150-letnico, letos v Ljutomeru smo imeli praznovanje, pač prve zadruge. Imamo močno tradicijo, seveda do druge vojne so to bile zadruge tega tipa, kot zdaj govorimo, po vojni so bile prepletene s tem družbenim gospodarstvom, nekim konceptom malo drugačne, ampak so tudi bile kot zadruge in zdaj pač spet imamo te sodobne zadruge. Lahko se recimo zgubi zaupanje, pri nas se v veliki meri je, kot v vseh državah, ki so imele prej ta socialistični družbeno-politični sistem, ki je nek slab prizvok recimo dal na zadruge in značilno za te družbe je, da smo malo zgubili zaupanje v to, pa da smo potem mogoče v nekih teh elementih individualizma in to z velikimi očmi gledali na zahod in smo pretirano stopili v nek individualizem, ker zanimivo je, da zadruge so ostale in so močno razvite skozi 100, 150, 200 let Italiji, Franciji, Španiji. Ne. Zanimivo tudi v Angliji, ker sploh nima nobenega zakona o zadrugah, ampak so močno, imajo neke čist posebne zadruge, ki so močno razvite. Se pravi, so to tradicijo bolj tekoče obdržali in so manj obremenjeni z neko polpreteklo zgodovino, tako kot smo mi. Tako da to je en element, ki vpliva. Mogoče bolj pomembno je pa to, da se premalo zavedamo, da tu ne gre za neko danost naravno, zdaj si bomo pa ljudje kar zaupali, pa bomo imeli zadruge, ampak da gre za kulturo, zadružno kulturo, ki se razvija sistemsko, kot rečemo, da kultiviramo rastline, tudi to, pač organizacija, ki se odloči, da bo zadruga, mora imeti pač to neko stalno, ampak res stalno motiviranje, povezovanje članov, izobraževanje, ker v trenutku, tako kot v vseh drugih elementih, ne vem, demokracijo vzdržati pri življenju, se vemo, malo zaspiš, pa ti pride, vemo, kaj se dogaja po svetu, demokracije naenkrat se čisto zatemnijo in prilezejo ven neki avtokrati in to se pač zgodi nenadoma, ljudje popustimo, preprosto mogoče se razlezemo, razkomotimo in to je isto, se pravi če rečem neka definicija svobode, da svoboda je napor, če jo želiš prakticirati, jo moraš ves čas in ti odvzema neko količino energije in če daš ljudem to neko svobodo soupravljanja, recimo ta element, je to pač nek napor, in če tega ne vzdržuješ, bo tudi zadruge, recimo marsikje po svetu se zgodi, da zadruga postane kot neko navadno podjetje, preprosto ljudje ugasnejo v tistem svojem soupravljanju, soustvarjanju, zato je pač ta konstantno vlaganje v to, da se ljudi spodbuja in da se jih krepi v teh veščinah soodločanja in tega pač ne smeš nikoli prenehati delati, in to je ampak to je res značilno in za zadruge in za društva, če želimo, da so aktivna za vse to vrstne organizacije, pa tudi za demokracijo na tem najbolj splošnem političnem nivoju, isti elementi se prepoznajo. Spravi neka kritična drža, pa kontinuirano preizpraševanje in izobraževanje. Pa prenesti ta napor, ker pač vemo, imamo omejene količine energije, več čas se odločamo, zakaj porabljamo. Če pač nam ni do tega, da porabimo par ur na teden
zato da smo aktivni v čemerkoli, ne, ali pri nekem društvu, ali da gremo voliti na Vzajemno, ali politično biti aktivni, ali pri inicijativi Mestni zbor v Mariboru, ali kjerkoli, pač, če nimaš tega, da neke ure temu posvetiš, na koncu pridemo do tak banalnih razlogov, a boš neke ure, neko količino svoje energije, ne vem, v čem jo pač meriš, dal za soupravljanje, soodločanje, za demokracijo, recimo, in tak, ne. Neka družbena pasivnost. Ja. Kje bi pa ti, mogoče, če se počasi bližamo koncu, pa še ne par vprašanj, bi ti vseeno zastavil, kje vidiš ti prihodnost, ali pa kakšna je prihodnost zadružništva, socialnih ekonomij, socialnih podjetij v Sloveniji? Je ena luč na koncu tunela? Ja, zdaj smo v takem, meni se zdi v enem takem prehodnem, v nekem času prehoda, 10 let je zdaj bilo dosti na entuzijazmu. Tisti zakon je bil sprejet 2011, nekaj takih iniciativ, ko smo mi tu v Mariboru zaradi EPK-ja zlezli ven, pa smo malo dobili zagona, nekaj je bilo tudi tam na zahodni strani, pa na primorski, ne, in tak. Tako da je nekaj iniciativ v Prekmurju, recimo, ne, nekaj se je razvilo, ampak je dosti temeljilo na entuzijazmu, na nekih organizacijah, ki smo pa tudi neka društva in smo prijavljali evropske razpise in smo pač poskušali. Zdaj ta entuzijazem se je izčrpal, ljudje smo malo rekli, ok, zdaj pa da vidimo, če se bo kaj sistemsko prijelo. Na sistemskem nivoju je tak, obstaja nek evropski denar, potem obstaja neka zmeda v Sloveniji v smislu, da je socialno podjetništvo umeščeno na Ministrstvo za gospodarstvo, prej je bilo na Ministrstvo za delo, zdaj bi naj bile zadruge na to novo Ministrstvo za solidarno prihodnost, vsaj stanovanjske zadruge tja umeščene, ampak socialno podjetništvo bi ostalo na Ministrstvo za gospodarstvo. Tak malo nejasno je strateško, kje smo. Tudi nimamo aktivnega tega sveta za socialno ekonomijo, ki bi moral biti, nimamo nobenega strateškega dokumenta na tem področju. Po drugi strani, če pa pogledamo na teren, je nekaj zadrug nastalo v zadnjih 10 letih, tudi socialnih podjetij drugih tipov, oblik, recimo, nekaj med njimi dobrih, pa tudi nekaj organizacij, društev, zavodov, ki to podpirajo, razvijajo, nekaj se na področju izobraževanja dogaja, tako da jaz mislim, da je neki taki novi val tega, da se razvija. Zdaj, če bo prišlo do sistemskega res razvoja, je malo odvisno tudi od politik, vemo, da žal, če ni tega puša, ne, če si predstavljamo, da če ti v 5 letih ali pa 7 letih neke finančne perspektive z milijardami podpiraš gospodarstvo, klasično gospodarstvo, se vemo, to se fila v vse te revoze in da ne bi naštevala podjetja, ampak fila se v podjetja dosti denarja, potem ga moraš tudi v take organizacije, ne, v nevladne organizacije, v socialna podjetja, v zadruge, da bo to sploh neka smiselna konkurenca. Tako da, ja, mislim, ne zdi se, nisem čist črno gledano, čeprav sistemsko stvari ne stojijo dobro, ampak dosti ljudi res se tako predaja na tem področju in mislim, da stvari nastajajo. Nekaj pa tudi izobraževanje, no, jaz mislim, da je pomembno, da se v izobraževanje več tega vnese, pa več kritične pismenosti, recimo v vrste med mlade, zato da se sploh lahko odpre te teme, ne. Ker drugače pač ne prebiješ, ne. Nekdo reče, zakaj, če se jaz smatram cele dneve, pa delam neko podjetje, bo pač moje, ne. Njegov argument bo čist dober, ne. Moraš mu kar odpreti nekje, da se lahko začne sploh z njim pogovarjati, ne. Zelo težko je to. Tako da ja, ne bi zdaj bila res črno gleda, kljub temu, da sistemsko stvari niso optimalne, ampak ja. Nekaj malega si sicer zdaj že sama omenila, ampak mogoče bi še vseeno vprašal, kakšen je odnos oziroma kakšna je relacija država, zadružništvo, država, socialno podjetništvo, je tu čutiti nek moment spodbude, ali je tu bolj ena pasivnost, ali pa mogoče Bog ne daj celo neka negativna nastrojenost? Ja, večji del, jaz mislim, da je bilo v zadnjih, vsaj kar jaz spremljam, dobrih 10 let, je bilo ali ignoranca ali pa politizacija, ne. Se pravi, so bila obdobja, ko je to bila neka promocijska zgodba politična, kar tudi ni bilo dobro. Takrat je kar z nekimi projekti, tam se sfinanciralo do 50 zadrug, da se ustanovijo, ki so skoraj vse ugasnile, ne. Nekaj na hitro, samo zato, da so oni neke številke pa nekaj. Večji del gre za obdobje, ker se to pač ignorira. Preprosto se ne jemlje resno kot nek razvojni potencial nasploh, ne, za razvoj nekih
za razvoj rešitev za neke družbene probleme, ki pa jih vsi priznavamo, ne glede na to, iz katerega zornega kota, vprašanje staranja, skrbstva, stanovanjskih zadrug, vprašanje trajnostne preskrbe s hrano in tako naprej. Se pravi, so vsebine, kjer je socialna ekonomija zelo močna, pa se o tem strinjamo, ampak kljub temu država bom rekla, malo taka promocijska drža, ne, fajn se sliši običajno, ne, ali pa tako kot na nivoju Evropske unije, socialno podjetništvo imamo, ne, malo tudi nekaj se fajn sliši, ne, socialno, ampak ne z nekim resnim, ne, da bi se recimo na to stavilo resno. Zdaj recimo konkretno pri tej vladi ni med nobenimi prioritetami, pri prejšnji vladi, dobro, tam tak ni bilo nič med prioritetami. Predtem, pri Cerarjevi vladi je bilo med prioritetami, ampak se je spolitiziralo in je nastalo nekaj zaradi tega, ker je bilo med prioritetami, ampak se je uporabljalo za neke promocijske kampanje in je bilo premalo konkretno. Tako da zelo različne so. Na evropskem nivoju, bom rekla, na nivoju Evropske unije pa je socialna ekonomija kot taka dost se nekako uspela umestiti. Zdaj v Sloveniji ne razumem čisto dobro, zato ker v naše strateške dokumente pojma socialna ekonomija nismo uvedli. Nekdo na SVRK-u, na organizaciji, ki je zadolžena za črpanje evropskega denarja, se je odločil, da mi socialna ekonomija pojma ne bomo uporabili, da bomo napisali družbeno gospodarstvo. Zdaj pa sicer ne vem, kako bomo vse tiste milijone, ki so na Evropski uniji beleženi pod socialno ekonomijo, črpali, ker smo si mi zdaj izmislili, ne vem, kdo je to naredil. To so te res smešne stvari, ki jih težko razumeš. No. To so... Dolga pot torej še pred nami. Zdaj pa, če mogoče za zaključek se vrneva nazaj na najno izhodišče, bi pa mogoče še enkrat postavil vprašanje ali pa mogoče se dotaknil tega, kakšna orodja, kakšne tehnike bi ti rekla po vseh teh tvojih izkušnjah, ki jih imaš zdaj v vseh teh letih ukvarjanja s to tematiko, ti je dal pa recimo študij filozofije, ukvarjanje s filozofijo, ukvarjanje z nekim načinom mišljenja, načinom preizpraševanja. Kako bi se ukvarjala s tem, če vseh teh orodij, ki ti jih je recimo filozofija dala, mogoče ne bi imela? Ja, mislim, se to, kar sem v bistvu na začetku rekla, ne, jaz sem si celo domišljala, da sem ful bolj pripravljena, ne. Zato, ker ne razumeš tega, da ko pride praksa, pa si cele dneve v akciji tam in pride en razpis in v nekem trenutku, filozofija ti da orodje, da razumeš pojme, ki so noter in vidiš cele ideologije, ki so zapisane noter v tem razpisu in potem si rečeš, mi moramo se vseeno prijaviti za ta denar, ne. Tako da potem rečeš, boljše, da ne bi razumela celega konteksta, ne. Ampak po drugi strani pa res je velik plus pa to, mislim, čeprav je en tak težek, vedno znova boj z ljudmi, ki potem privlečeš ven vse pojme, pa rečeš, ampak dajmo zdaj pogledati, to ni dobro, da zdaj mi tu zanemarjamo element ekonomske demokracije znotraj socialnih podjetij, pa ne, ker v to mene žene ravno ta moja neka predispozicija študija filozofije, razumevanja nekih pojmov in prepleta tega v ozadju, ne, spraševanje o tem, kaj je nekaj po svojem bistvu in ne, kamor greš. In potem, ko apliciraš stvari, včasih je težko za nekom, ki reče, mi imamo zdaj tu neko socialno podjetje, ustanovili smo, drugi mesec ne bomo mogli plači splačati in zdaj ti pa tvoja ekonomska demokracija, ne, mislim, ni lahko, ne, ampak je pač treba vztrajati na tem, da se to ves čas vnaša, ne, ta element, da itak smo, jaz mislim, da premalo vztrajali v Sloveniji, zdaj, ko so se neki pojmi znotraj zakonodaje vzpostavili, še premalo smo vztrajali zaenkrat na tem, da se res dobro premisli vse te koncepte, kaj sporočajo, kaj je kontekst uporabe tega, ker to pa meni da filozofija ali pa tistim, ki smo z tega področja, pa tudi drugim, ki recimo imajo neki talent, recimo, ne, filozofija, če tako rečem, razumeti, ne, te koncepte, ki se uporabljajo, ki se vnašajo, ki se znajdejo v javnih politikah, ki niso nedolžni, ki niso zgolj tako, ne, ki bistveno zaznamujejo potem, kak se denar črpa, katere stvari se spodbujajo, ne, katere stvari pridejo skozi, katere ne. In v bistvu niso nepomembne stvari. Ne, in tukaj mislim, da je recimo izobrazba, filozofska izobrazba pač velik plus. Ne. Ja, hvala. Mislim, da je bil to zelo zanimiv pogovor, ki nam je dal marsikaj, da lahko še razmišljamo.
Zdaj, vsekakor, če ima kdo kakšno vprašanje, ste zelo dobrodošli, če bi kdo. Ja, izvolite. Jaz mogoče imel eno vprašanje za primerjavo zadružništva med mestom in med vasjo. Ker se mi zdi, da nekoč je bil ta vaški način življenja, se mi zdi nekakšna naravna popotnica za razvoj nekega bolj skupnostnega načina razmišljanja, pa v končni fazi nekega zadružništva, ki se pač rabi pomoč drug drugega pri tem delu, pri drugem delu, in je pač neko povezovanje bilo. Ampak se mi zdi, da danes z tem, da se vedno manj ljudi ukvarja s kmetijstvom, recimo, ne, pa ravno iz mest prihaja, se mi zdi, ta impuls zadružništva, medtem ko na deželi, pa se na nek način spostavlja ravno ta bolj atomiziran podjetniški duh posameznikov. Mogoče me zanimate, kako gledate na to primerjavo zadružništva med deželo in Ja, zdaj ne poznam recimo nekega pregleda statističnega, kje se jih več razvija ali manj, ampak moja ocena bi tudi bila, da se pač v mestih zdaj zadruge bolj razvijajo. Zdaj zanimivo je to, ne, nam se zdi na prvi pogled, da so na področju kmetijstva zadruge najbolj pogoste, ampak v bistvu niso, ne, tudi v Sloveniji, ne, svetovno pa sploh ne. Najbolj jih poznamo, sploh zaradi slovenske tradicije, so nam kmetijske zadruge najbolj znane, pa zato, ker so povsod bile zadružne trgovine in to. Drugače je pa res zdaj, da v mestih se razvija več, išče se rešitve recimo, ne, za neke povezane oblike dela, tudi digitalizacija je nekaj tega prinesla, ne, da so ljudje ugotovili, da lahko skozi neke platforme ali pa skozi online povezave se hitro organizirajo v recimo v neke skupnosti in potem vezano na mlajše generacije, zaradi tega recimo nastajajo potem bolj v urbanih okoljih neke zadruge, ne. Tudi za stanovanjske zadruge je to značilno, ne, da se pač seveda v urbanih okoljih razvijajo, ker so stanovanja draga. Zdaj, da bi bilo, ne bi upala reči recimo, da bi bilo povezava, mislim, da bi zaradi neke večje atomizacije na vaseh ali pa v mestih, da bi, ne vidim čisto dobro recimo, da bi neka taka povezava bila. Bolj za, mogoče za tipe dejavnosti ali pa za neke priložnosti, kje pa lahko zadruge nastajajo. Kmetijske zadruge pač seveda nastajajo na vaseh, ker so pa bile že prej močno razvite in zdaj nastaja manj, nastajajo pa, predvsem te ekološke pa vezane recimo na nek trajnostno lokalno preskrbo. V mestih pa potem bolj na drugih področjih, ne, se povezujejo bolj ustvarjalci, obrtniki mali recimo, ne, potem sodobni prekarni recimo, ne, delavci na različnih področjih in potem nastaja čisto drugi tip zadrug. Tako da jaz bi ocenila, no, da zaradi tega v urbanih okoljih za malo več nastaja, ne, zaradi teh priložnosti. Še kakšno vprašanje? Aha, Tomaž. Ja, tale Commons, mislim, da je to tako, no, tudi zgodovinsko gledano, mislim, da je ta slovenski izraz, ki je sicer prevzeti iz nemščine Gemeina, ne, od tod je Gemein, ne, skupna zemlja, ne, ampak mislim, da v Britaniji so imeli neko zgodovino, zdaj sem kar povedal, da sem to malo pozabil, v 15., 16., 17. stoletju so imeli res močen crackdown, ne, na te... Ja, te Gemein, ja. Te Gemeinarje, ne, ker pred tem je bila pač ta ideja, da so imeli kmetje skupno zemljo in kar skupaj obdelovali, pa je prišla ta ne bolj ta kapitalistična ideja pač začrtanih zemljišč in pač to. Tako da to, no, se mi je zdelo tako nek pojem, ne. Drugače pa, ko je Igor omenil ta zbor etažnih lastnikov, jaz sem o identični stvari razmišljal, ne. Ker imamo v resnici tu problem, ne, pa enemu streha pušča, drugim ima mravlje, ne, tretjemu se nekateri, ne, nasedijo v kaseto letno, ampak denarja pa ni, ne, pa se pa glavnik odloči, da bomo cokrat še pohvalili. Že pri taki stvari, ne, ko je res ta, ne, ko se neposredno tiče tvojih stanovanj, na nek način rabiš upravnika, da to zate dela, ne. To se mi zdi, smo nekako izgubili, ne, to. Zdaj pa je pa tu vprašanje, ne, če je to sam naša denova, ne, ali ni preprosto to, ne, da je življenje postalo to kompleksno, da je težko na vseh teh nivojih upravljati, ne, ker to se mi zdi podobno kot tisto, kar potrdiš, da bo sprejel vse piškotke, da se strinja s pogoji uporabe. In to v pravni, vem, da imajo v pravo imajo tu pač, je to reflektirano kot velik problem, ne, ta information overload, ne, da enostavno kot subjekt pač ne moreš na nek
ta tvoja svobodna privolitev, ne, če imaš na dan recimo 38 situacij, kjer bi moral izraziti svojo voljo, ob tem, da moraš vse drugo delati, je res problem. Tu se strinjam, ne? To je zagotovo bolj stvar res teh prioritet, ne? Ker se človek odloči za obseg tistega, pri čemer bo sodeloval. Ne? In mislim, da tam pri netopirjih in coklu bi moral, ne? Da moral bi se odločiti. Ne? In vse vemo, to je težko, ampak ne vem, statistika pravi, da med 1 do 3 ure na dan gledamo televizijo, pa ne vem, koliko ur smo na družbenih omrežjih, pa tako. Jaz mislim, da prioritete bi lahko razporedili drugače. Ne? Se pa strinjam z tistim obsegom nekega odločanja, soodločanja pri nekih mini tiskih, drobnih tiskih in piškotkih in to, da je nenormalno. Je pa to v bistvu, kultura, ki se lahko bolj razvija ali pa manj. Ne? Imaš hiše, ki deluje, ali pa recimo stanovanjsko zadružništvo tudi to poskuša, ne? Najti stik med tem, da so stavbe v tej skupni zadružni lastnini, pa da tudi skozi soupravljanje lastnine so potem tudi hkrati kot etažni lastniki nimajo zunanjega upravljavca, ampak so dejansko tudi samim sebi upravljavci, ne? In to poskušajo potem skozi to, ne? Ravno zaradi tega, ker oni to prakso skupnega reševanja problemov potem ves čas držujejo. Ampak to je isto vprašanje tiste kulture sodelovanja ali pa soupravljanja. Ne. Izvolite. Ja, me pa zanima, glede na to, da zdaj premišljamo o teh socialnih alternativah, a ne gospodarskih alternativah, a je sploh možno to početi samo na enem tiru, ne da bi hkrati posegal na to drugo stran, kjer pa je podjetništvo ustvarjano zaradi dobička, ta dobiček je pa lahko neskončen. Se pravi, mi že vidimo, kdo dobiva vojno, ne glede na to, koliko nas je, pa še ful bi mogli biti pametni, pa ful angažirani, pa televizijo bi mogli nekaj gledati, ne? Ampak zamislimo, koliko lažje bi bilo, rečemo, to je zdaj samo tako sanjamo, ne? To so lepe sanje, recimo, da bi obstajal nek svetovni zakon, ki bi rekel, dobiček ne more biti nikoli višji od toliko odstotkov, koliko je veliko podjetje. Vse ostalo pride v skupno maso. Rečiva, da obstaja ta zakon. Stvari so takle rešene. Brez vsega napora se začne denar pravilno prerazporejati. Ko ga je dovolj, je tudi ljudi možno zaposliti. Se pravi, samo to, ta filozofska osebnostna dilema, ne? Toliko vse raziskujemo, toliko smo naredili, a čisto nič nismo naredili, da bi nekdo kakorkoli povedal, da je dejansko neetično ustvarjati profit. Da je to neetično. In da vsi, ki na to ciljajo, bojo na nek način, se vem, da je zdaj malo to, kar govorim, ne? Ampak ne bi smelo biti, ne? In tega sploh noben ne upa izgovoriti, ne? No. Ja, mislim, pač odpirate pomembno temo, ne? Ki pa je zelo težko črno-belo zaključimo, ne? Ko bi odprli razpravo z nekom, ki verjame, da pač ustvarjanje dobička pač je čist etično in bi prišel z argumenti in bi začeli presojati, pač včasih celo na koncu ugotovimo, da smo v zelo različnih moralno-nazorskih nekih univerzovih živimo, zelo težko drug drugemu racionalno do konca dokažemo eno ali drugo, ne? In potem pridemo na ta nivo tega, da živimo pač v tem svetu in iz tega izhodišča poskušamo najti neke, recimo, konsenze, kako bomo živeli in jih seveda ne najdemo, ne? Ampak koliko le lahko. In pač tudi nimamo višjega razsodnika, ki nam bo dal zakon, da dobiček se lahko deli samo do tja in tja, ne? In potem je nujno, da za temi pač in na nivoju nekega diskurza in z praksami pač uvajamo principe. Se v končni fazi zgodovina se spreminja, ne? Ni ves čas enaka, ne? In to pomeni, da z nekimi praksami, jaz mislim, da vplivamo na to, da ni zaman, da ni nek trud po nepotrebnem z uvajanjem nekih novih oblik, ki recimo ne delijo dobička ali pa ga zelo omejujejo in tako naprej. Pač preprosto neke take generalne rešitve, mislim, ki bi si jo želeli in se strinjam z vami, ne, da pač moje osebno stališče pač je
socialistično ali pa marksistično, če se tako izrazim, da ustvarjati kapital iz kapitala je pač zelo, ampak to je moje prepričanje, moje stališče, ne, ki zelo težko z njim grem v diskusijo z Svetovno banko ali pa z nekom. Ne, in to vprašanje, jaz mislim, da je pomembno, da človek pač prenese to razliko, jaz osebno, da prenesem to razliko med mojimi temi osebnimi stališči in potem, da živim v nekem svetu, znotraj katerega lahko nek omejen obseg nekih praks izvajam, ali lahko pomagam nekomu ustanoviti neko zadrugo, nekaj prispevam, ali lahko delujem znotraj nekega društva, nekaj delam, ne, recimo. In potem ta balans, ne, med tem, da moj pogled ali pa moj princip tega, kaj je etično, pač ne bo sprejet univerzalno, ne, da se tega zavedam, da ne bo in da ne bom uspela prepričati ljudi v to, ne, ampak da kljub temu je smiselno pač delati neke prakse, neke aktivnosti, neke. Ne. Še kakšno vprašanje morda? Ja, izvoli. Hvala, Karolina, je bilo zelo zanimivo. Bi me pa zanimalo tisti transformativni značaj socialne ekonomije, ki ga nisi zelo naslovila, ker je šlo malo bolj te praktične tehnikalije in tako dalje. Se pravi, v čem je, bi ti rekla, ta dodana vrednost te alternative, ne, temu, kar najbolje poznamo in kar prevladuje način organizacije proizvodnje, ker tudi to, kar potem zaznamuje naše odnose medsebojne in tako dalje. Se pravi, zdaj, če pogledam, mislim, da se malo karikirala, ne, ta podjetje, ker mislim, da kak podjetnik ali pa zagovornik podjetništva, kapitalizma, bi rekel, da je tipični podjetnik je nekdo, ki ima neko idejo, ne, kaj bi ustvaril, ali pa je prepoznal neko potrebo, ne, in je prišel na idejo, zamisel, kako to potrebo zadovoljiti, ne. In si sposodi denar, ne, za to, da to svojo idejo realizira, ne, in zaposli ljudi, ne, ki mu to pomagajo narediti, ne, in tako dalje. Se pravi, zanima takega podjetnika, se pravi, zanima idealizirano podjetje organizirati, kjer imaš lastnika, ne, ki je vložil kapital in plačuje delavce, recimo, kolikor toliko pravično in tako dalje. In pa na drugi strani idealizirano zadrugo, ne. V čem je zdaj točno ta prednost, ne, zadruge, to me zdaj zanima. A je bolje zadovoljuje človeške potrebe, bolje prepoznava človeške potrebe, se pravi, je bolj ne nujno produktivna v tem smislu, da ustvarja več dobička, ne, ampak da preprosto, ja, so vsi bolj zadovoljni, ustvarja več dobrobiti ali bolj prispeva dobrobiti, ne. Ali je to transformativni učinek na ljudi, se pravi, da preprosto postaneš boljši človek v takem sistemu, ne, v taki organizaciji, ne, da krepi to neke vrline v ljudeh, ne, ki jih podjetje, ki imajo lastnika, ne, kaj točno je torej skrajšeno, kaj točno je ta bonus, ta dodana vrednost? Ja, se strinjam. S tem vprašanjem v bistvu malo hudičevega odvetnika zastopaš tukaj, ne, in je zelo pomembno, ker vedno znova pride ven, ker je zelo težko pokazati to razliko in je vedno upravičeno vprašanje nekoga, ki reče, ok, jaz razmišljam, da bi naredil podjetje ali grem raje z neko skupino delati zadrugo, ne. In lahko pri utemeljevanju tega prišli na zelo abstraktni nivo, ne. Razlika, jaz vidim več pač teh razlik, ki bi jih lahko utemeljili recimo kot, ne vem, z vidika, ne vem, družbe recimo boljše, ampak se pravim, jaz se zavedam tega, da se nahajam znotraj nekega recimo moralnega horizonta, ko k temu pristopam. In sicer podjetništvo, zanimivo je tudi to, ne, da podjetništvo kot podjetništvo, ker gre za idejo nekega podjema človeka, ki ima idejo, da bo se
podstopil nečesa in bo nekaj realiziral, v bistvu sploh niti v zakonodaji, niti v gospodarskem sistemu sploh nima svojega mesta. Ne. Meni je zanimivo, sem šla iskat po ZGD, da res beseda podjetje ne obstaja. Ne. To je neverjetno. Ne. In je to res en ta mehki del ali pa neki taki vsebinski del, ki je prišel ven skozi izobraževanje in podporo, to podjetništvo, ne. Medtem ko v lastniškem smislu ali pa v smislu financ in poslovnega razvoja to sploh ni relevantno, ne. Je pa relevantno z tega vidika neke motivacije, zakaj nekdo začne. In razlika v bistvu je ta tudi, potem pač prva razlika je ta namen, ne. Neka individualna zgodba, kjer ima nekdo vizijo in to uresničuje in pač plača zaposlene in jih tudi, če jih plača pošteno, še zmeraj recimo element ekonomske demokracije, o katerem sem govorila in jaz mislim, da je ključen, ki prenaša pravzaprav odgovornost na vse deležnike v procesu. Če mi rečemo, da se ekonomija, da tudi podjetnik dela znotraj spektra zadovoljevanja nekih potreb in da se te potrebe pravzaprav tudi ustvarjajo skozi podjetništvo, ne samo prepoznavajo, ne, se pravi, da nastajajo nove, ki so lahko tudi čisto fiktivne. Vemo, da pač veliko podjetništva ustvarja produkte, ki jih ne rabimo. Se pravi, ti elementi recimo, ne, kar se tiče izhodiščnega vprašanja, kaj so potrebe, če na nivoju zadruge izhajajo iz uporabnikov, članov, zaposlenih, bodo drugače identificirane, kot če izhajajo iz podjetniške ideje, ki je lahko adrenalinsko motivirana ali pa kapitalsko motivirana, ali pa se vemo, eni podjetniki so čist innovation driven, ne, se pravi, hočejo nekaj odkriti in jih to žene, ne. In pravzaprav je to čist drugi spekter neke motivacije nastajanja nekih novih produktov ali pa recimo največ novih podjetij, startupov, pa tudi nekega kapitalskega investiranja največ. Velik obseg nastaja na nivoju recimo nekih aplikacij, iger in nečesa, ki pravzaprav ne izhajajo iz potreb, kot bi ljudje recimo zasnovali. Ne. Tu vidim recimo en pomemben vidik, zakaj zadružništvo. Ne. Seveda pa z vidika podjetnika, se pravi, ki izhaja iz čisto druge svoje perspektive in kot tak, on popolnoma ne bo prepoznal nobenega smisla, da gre z neko skupino delati zadrugo. Ne vem, bi bil zanimiv eksperiment, a bi šli ljudje zadrugo za računalniške igre delati, recimo ustanoviti, na primer. Razen, če bi bila zgolj za ustvarjanje delovnih mest. Ne. Potem pa še en element, ki se mi zdi, da je en korak naprej, da podobno kot pri demokraciji, ne, pač lahko bi rekli, če imamo razsvetljenega absolutista, bo čisto v redu, da imamo absolutizem. Ne. Jaz mislim, da je tu isti element. Če imamo podjetnika, pogosto se zgodi recimo družinska podjetja v kakih vaških okoljih, ki so zelo, bomo rekli, že blizu nekemu konceptu socialnega podjetja, ne. Res dobro plačujejo ljudi, vpeti so v okolje, financirajo lokalna društva, niso neki grabežljivci, da bi sam za sebe. Ne. Tako podjetje bi mi rekli, super, ne. Mislim, to je zelo blizu temu, kar hoče biti socialna ekonomija. Ampak še zmeraj pač, to je podobno, kot je razsvetljenje absolutisti, pač še zmeraj absolutist, ampak je razsvetljen. Ne. In jaz mislim, ta element, da se pač čim večji spekter te odgovornosti ali pa čim večji nivo odgovornosti in za lastništvo, in za upravljanje, in za razvoj vsebin, se pravi, katere produkte razvija neko podjetje. Se pravi, na vseh treh nivojih lastnina, upravljanje in vsebina, recimo podjetja, da prihaja iz tiste skupine ljudi, ki se jih dotika, zaposlenih, uporabnikov, in da potem pride do tega elementa v bistvu prenosa, pač polnomočenja, prenosa moči na to skupino, da sama odloča, kaj rabi, na kak način in da stoji za tem. In da je ta opolnomočenost v bistvu neke vrste vrednota po sebi, ne, pa ima hkrati tudi neko vrednost zaradi pač pelje drugačno razvojno pot, kot pa pelje podjetniški pristop k začenjanju nečesa. Ne. Ne bi se pa postavila za izven tega, rekla, da pa je eno boljše kot drugo, ne, ampak z vidika recimo z vidika tega, da se skupnost sama odloča za to, kar rabi in na kak način bo temu sledila. Ne. Izvolite. Rekla sem mogoče svojo izkušnjo še k tej debati, ker sem dejansko delovala znotraj zadruge kar par let in se mi zdi, da
tako kot si večkrat ti naredila primerjavo z društvom. Zadruga, to so ljudje, ki enako kot pri društvu imaš neki skupni interes, se ti zdi, da obstaja neki manjko, neka vrzel, ki jo želiš zapolniti, ampak se vsem nekim motivacijam, ki so pri ustanavljanju recimo društva, pridruži še neki ekonomski interes morda, ne? In v tem primeru se mi zdi zadruga dober način, da ti si v bistvu ne želiš sam odločati in tudi sam si tudi odgovornost, ne, za uspeh ali neuspeh, ampak si želiš dejansko delati z drugimi ljudmi, biti del nekega večjega kolektiva, ki skupaj odloča in skupaj dela in skupaj ustvarja in si morda enkrat bo skupaj tudi delil. In celo si pripravljen na to, da najbrž si pa tudi ne bomo delili, sicer teh aktih vse nekako določiš, a se obenem zavedaš tega, da v bistvu, če bomo kdaj prišli do nivoja, da bomo lahko vsi tu zaposleni, pa bomo lahko živeli od tega, to je za nas dovolj, vse, kaj bomo naredili več, si želimo vložiti nazaj v zadrugo. Tako da, to se mi zdi, da je ni to mogoče za isti profil ljudi, kot je klasično podjetništvo. Čeprav na koncu si podjetje kot vsako drugo in se v bistvu moraš podjetniško obnašati in moraš biti usmerjen k temu, da dobro posluješ. Hvala. Izvolite. Ste še hteli eno vprašanje postaviti? Mene zanima tole, ne? Če skozi to, kar ste govorili, se izkaže, da je to zadružništvo pravzaprav zelo koristna zadeva in da bi bilo dobro, da se bolj promovira. Moji 3 vnuki so končali srednje šole, pa v teh zadevah potem, ko se odločijo o tem, kaj v življenju počeli, niso slišali še ničesar. Zato je zelo težko pričakovati, da se bo ta alternativa lahko kot možnost za tiste, ki jih to ne zanima, uveljavlja. To je to, o čemer ste vi govorili, da je pravzaprav so samo taki zelo redki poskusi nekih posameznih šolah, da se to promovira. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, kaj bi dosegli s tem, če bi te zadeve kot neko realno silo za razvoj družbe vključili v izobraževalni sistem, to znanje o zadružništvu pa promoviranju. Ja, mislim, prej smo že malo pač omenili, ne, zelo težko je spraviti stvari v učne načrte na tem najvišjem nivoju, to dosti dolgo traja, pač trudimo se, ker slišimo, da kdo ima kak vpliv na to, da bo se kaj kam premaknilo, zagotovo. Nekaj, se pravim, na fakultetah se je nekaj malega zgodilo, v srednjih šolah pa bolj tak. Zdaj, da bo to pristalo v učnih načrtih, se bojim, da nekaj časa še ne, mogoče se bi znalo čez čas kje prijet ob drugih podjetniških, recimo, znanjih. Jaz mislim, da v bistvu prednost danes je ta, da je pač veliko dostopnega, če nekdo malo brska, recimo, da je to neka prednost, ne. Igor je prinesel 2 knjigi iz knjižnice, ne. Te informacije, obstaja nekaj tak podpornega okolja, nekih organizacij, ki to razvijajo, ne, da tista prva informacija, da en mlad človek sliši, da ni nujno, da začne podjetje, da mogoče, tako kot je rekla Martina, ker če bo nekdo imel izhodišče, tako kot je prej sugeriral Friedrich, da bo kot podjetnik nastopal, ne, se pravi, da bo začel ta podjem in on hoče to zgodbo, ne, kot vidimo v teh startupih in v filmih in ne, ko potem postanejo pač ti nosilci nekih teh svojih zgodb. Če ima ta individualni pristop, pač mogoče podobno kot, ne vem, če se odločiš za individualni šport, pač ne boš potem šel, ne, v košarko ali pa odbojko, ne. Martina je pa rekla, če pa imaš skupino, ki ima skupni interes, in tu je zelo pomembno, mogoče, da potem do mladih ljudi, ki se izkaže, da imajo nek skupni interes, da mogoče do te prve informacije pridejo, ne. Kar pa bojo najverjetneje prišli skozi take bolj priložnostne, ne, trenutke, da je nekdo nekaj slišal, da je nekaj kakšna organizacija, mogoče bo kak učitelj v šoli to omenil, ne. Želimo si, da bi bilo več, ne, ampak zagotovo ne bomo pričarali, da bi to pristalo v učbenikih, ne.
So pa pač skupine ljudi ali pa profili, ne, recimo ljudi, ki pa iščejo tako priložnost, da bi začeli. Ne. Hvala. Lahko. No, jaz sem to, nimam zdaj ravno veliko, nekaj malega izkušnji pa imam z šolskim sistemom in spremembami učnih načrtov in za čisto to birokracijo. In v resnici je pri naš šolski sistem pravzaprav razdeljen na 4 nivoje. Eno je predšolska vzgoja, potem imamo osnovno šolo, srednjo šolo za gimnazijo in pa visokošolsko izobraževanje. In v tem vmesnem delu, karkoli spremeniti na ravni učnih načrtov je zelo, zelo težko. Zaradi tega, ker se kurikularne prenove dogajajo na vsakih 10-15 let. In takrat moraš ravno ujeti tisto točko, poznati koga, ki je mogoče v predmetni razvojni skupini ali pa v tej komisiji, ki bo sestavila nov učni načrt in takrat stvari spremeniti. Sicer je pa zelo težko. Najlažje je to v bistvu na ravni fakultete ali pa na nek način na način neformalnega izobraževanja. Tako da to, no, recimo na fakulteti lahko ti učne načrte spreminjaš praktično vsako leto, pa vsake 2 leti, ne. Medtem ko v osnovnih šolah in v gimnazijah je pa to v resnici zelo, zelo težko. Ti, če hočeš sam par besed izven dati iz predmetnega izpitnega kataloga, radiš recenzente, mora iti vse postopke, traja okrog 1 leto, da se bo čez 2 leti poznalo ena res mala stvar. Tako da, ne, mi imamo to javno šolstvo, kar je velik plus, je v resnici super stvar in mislim, da se moramo zanj boriti, ne. Njegov minus je pa ta, da je relativno okostenela stvar in da je zelo, zelo odporno na spremembe in iniciative. Tako da v praktičnem smislu to ne gre, pozabi. Samo na vsake toliko pa se lahko to spremeni in mislim, da je največ naredimo s takimi pač takim nekim neformalnim osveščanjem, izobraževanjem in potem, čez nekaj časa, no, da se te stvari uveljavijo. Ja, tu je en mali, mislim, ta nišni moment, kjer se da vstopiti, je pač izobraževanje učiteljev, ne, zato ker recimo ta primer, ko sem omenila Ptujska ekonomska šola, potem je njihova mentorica za ta učna podjetja v KATIS, katalog je za izobraževanje učiteljev vnesla, da ona druge učitelje na ekonomskih predmetih v srednjih šolah lahko učijo o tem, kako naj naredijo zadrugo kot podjetje. Mislim, to je čisto en tak element, ali pa Pekarna Magdalenske mreže, ki ima v KATIS-u neke programe, ki tudi vključuje ekonomsko demokracijo in te stvari, ne, poleg, mislim, da kritične pismenosti, da imajo to umeščeno. In potem skozi izobraževanje učiteljev lahko pridejo te vsebine in se ni nujno, da imamo pač v predmetnik zadružništva, ne, lahko so to vsebine pri različnih predmetih, kjer potem se uporabi kot primere, kot modele, kot ne, opcije. Tako da ja, skozi izobraževanje učiteljev sigurno nekaj lahko tudi. Hvala. Še? Če ne, potem bi se jaz vam vsem zahvalil, da ste prišli. To smo danes imeli 3. predavanje z cikla Filozofije med knjigami. Jaz sem zelo vesel, da Mariborska knjižnica v sodelovanju s Slovenskim filozofskim društvom, katerega predsednik je tudi danes z nami, organiziramo ta predavanja. Zdaj, če bodo šli vsi dogovori, kot morajo, bomo imeli novembra, mislim, da še en pogovor. Gost še ni zdaj čisto določen, ampak spremljajte novice na straneh Mariborske knjižnice, na straneh Slovenskega filozofskega društva, tudi za kakšne druge dogodke seveda tam najdete informacije, tako da ko bomo novembra spet tukaj, ste vsi lepo vabljeni. Hvala, Karolina, tebi še enkrat. Hvala za vabilo. Z veseljem. To je bi bilo danes.